Lepo zdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bi želel povedati par besed o treningu osebne rasti. To je v bistvu vprašanje, ki ga precej pogosto dobim. Poglejte, trening osebne rasti je v bistvu na isti način kot trening katerekoli veščine. Ali je to športna veščina, ali je to ostala veščina. To pomeni, na nek način si postavimo nek cilj, ki mora biti konkreten, in potem posvetimo, v bistvu ugotovimo, katere dejavnosti, aktivnosti nas bodo pripeljali do tega cilja. In te dejavnosti moramo dati na urnik. To pomeni, da dejansko, če si želimo postaviti cilj, želim se boljše počutiti, želim biti srečen, to dejansko ni cilj. Ker v bistvu cilj mora biti konkreten. Lahko pač ta cilj, gremo nazaj in ga naredimo reverse engineering, kot se temu reče, in si potem rečemo, ok, če bi jaz vsak dan zjutraj začel z meditacijo, če bi prebral nekaj pozitivnega, za to porabil, vsaj 10 minut časa, če bi zvečer naredil afirmacije, potem verjamem, da bi se bistveno boljše počutil, potem verjamem, da bi postal srečen. In potem, ker je to trening, pač si postavimo cilj, postavimo si korake, začrtamo si aktivnosti, te aktivnosti začnemo delati in potem opazujemo. Ali pač stvar deluje, ali so rezultati, ki jih pričakujem, drugače je zopet treba pogledati, kaj delam narobe, ali bi bilo mogoče bolje, da bi recimo branje dal zjutraj in zvečer, ali bi bilo bolje, da bi naredil neko meditacijo, v sredini dneva, ali mogoče bi bilo to, mogoče mogoče ugotovite, da se vmes vam pojavi neka zadeva, kjer dejansko je sami ne znate rešiti, mogoče nek strah, želite pač neke stvari spremeniti, se pojavi nek strah, mogoče potrebujete pomoč. V bistvu vse te stvari je treba spremljati, zato pa se to imenuje trening. Ker poglejte, če gledamo v športu, 3-krat tedenska dejavnost je v bistvu rekreacija. Če nekaj delamo 4-krat na teden ali 5-krat, potem se to počasi imenuje šport. In seveda pač vrhunski šport je pač bistveno drugačna zgodba. To pomeni, da temu posvetimo življenje, da temu posvetimo pač dopoldne in popoldne in tudi pristop je bistveno drugačen. Vendar, če govorimo o osebni rasti, dejansko, ko mi začnemo razumevati, da je dejansko naše življenje odvisno od naše osebne rasti, od našega razpoloženja, od tega, kakšna je naša energija, od tega, kakšna je naša vibracija, naša frekvenca, ko ugotovimo, da dejansko je naše partnerstvo odvisno od tega, kako mi rastemo, kako se razvijamo, kako vibriramo, da je naš posel odvisen od tega, kako mi zrastemo, kako se mi razvijamo. Veste, da dejansko tisti, ki ste podjetniki, podjetje ne more zrasti več, kot ste veliki vi, kot ste zrasli vi. In vaše partnerstvo ne more zrasti, kot rasteta dva, ki sta znotraj tega partnerstva. To pomeni po drugi strani, če govorimo o treningu osebne rasti, tisti, ki samo občasno nekaj preberete, mogoče si pogledate nek video, občasno, enkrat tedensko, enkrat na 14 dni, neko delavnico, to je v bistvu neke vrste opazovanje, neke vrste rekreacija. Nič je narobe, ampak v bistvu vse je odvisno, kakšne cilje ste si postavili, kakšne želje in da potem veste dejansko, kaj morate investirati, koliko morate vložiti, da lahko dobite ta cilj. Seveda pač tukaj se postavi eno zanimivo vprašanje, kaj pa če? Kaj pa če bi jaz delal in investiral več? Kaj pa če bi namesto, da delam zjutraj, delal zjutraj in zvečer? Kaj pa če? In tukaj pridemo do zadeve, ki se imenuje pač biohacking. Biohacking pomeni, da dejansko začnemo načrtno analizirati in raziskovati naše življenje. Kakšen je optimalen način, da zjutraj vstanemo, kakšen je optimalen način, da se pripravimo, kakšen je optimalen način, da imamo preko dneva dejansko maksimalno količino energije, kakšen je optimalen način, da se zvečer umirimo, da lahko gremo v umirjeno stanje, da potem zaspimo. Vse to je potem trening osebne rasti. Vse ostalo je, potem samo pač
je nekaj, boljše je, kot da ni ničesar, ne? Ampak dejansko pač srečujem ogromno ljudi, ki delajo na sebi in mislijo, koliko so spremenili, ki mislijo, koliko so že naredili. Mogoče so v primerjavi s tistim, kar so včasih naredili. Ne? Ker prejte, recimo, če sem celo življenje samo za računalnikom in potem se začnem ukvarjati z tekom, z rekreacijo in potem pretečem 2-3 km, mogoče 5 km, miren, zdaj je pa to, tukaj sem jaz že ta glavni tekač v mojem okolišu. Ne? A razumete? Ne? In potem mislim, koliko sem jaz že naredil, koliko sem jaz že pretekel. Ja, zagotovo, ampak mogoče z drugačnim pristopom. Ne govorim zdaj tukaj o nekem pretiravanju, matranju, tretje, ampak v bistvu gre za to, če želimo biti srečni, dejansko moramo živeti svoj potencial. Zakaj? Zato, ker, glejte, ko boste nekoč, čez mnogo let, upam, želim vam dolgo življenje, ampak ko boste gledali nazaj, ko boste gledali nazaj na svoje življenje, in tisti, ki ste že malo starejši, ko gledate nazaj in potem se vprašate, bi lahko jaz dal več od življenja, bi lahko jaz živel bolj polno življenje, bi lahko dosegel več, bi lahko v bistvu več dal od sebe, bi lahko več naučil ljudi, bi lahko bolj živel svoj potencial. Seveda pač, ko smo mladi, imamo še čas in tako naprej in dostikrat o teh stvarih ne razmišljamo. Ne. Torej, če nekdo preteče 5 km, mogoče ima ta oseba, zagotovo ima potencial, da uživa in jih preteče 10, da jih preteče to. Ama razumete? Ne? Ampak seveda z nekim pravim pristopom, pravimi koraki in tako naprej. Tako da v bistvu trening osebne rasti je v bistvu trening kot vsak. Moramo imeti konkreten cilj. Konkreten cilj ni, da želim se počutiti boljše, želim preživeti več časa s partnerjem. To ni konkreten cilj. Konkreten cilj je, da grem s partnerjem vsako drugo soboto na zmenek, da si vsak dan vzamejo 10 do 20 minut časa za nek globlji pogovor. To so konkretni cilji. Ne? Seveda pač rezultat je, da bom preživel več časa s partnerjem. Rezultat je, da se bom boljše počutil. Rezultat je, da bo moje telo, bolj optimalno, da bom imel več kondicije in vse to. Ampak v bistvu, če si ne postavimo nekih konkretnih ciljev, o ciljih bom mogoče govoril še v kratkem, dejansko nismo nič naredili. Imamo nek dober občutek, ampak vse skupaj je dejansko, v zraku. Nikoli ne veš, a si, a ga imaš, a ga nimaš. Ko ga prešteješ, potem veš, a ga imaš, a ga nimaš. Tako da v bistvu osebna rast, trening, konkretni cilji, to je zelo pomembno. Tako da to je bilo eno kratko sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.